pozdravljeni in dobrodošli na današnjem webinarju. Za nami je že prva polovica letošnjega leta in v naslednje pol ure si bomo pogledali, kaj se je dogajalo na borzi. Moje ime je Karmen Pogrevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta online dogodek. Kot ponavadi pa najprej pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave, na njem bosta sodelovala finančna strokovnjaka, ki bosta izrazila svoje osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja v Q&A del. Kmalu se mi bosta pridružila današnja gosta, a najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v drugem četrtletju letošnjega leta v številkah. Vrednost tržne kapitalizacije delnic se je glede na predhodno četrtletje znižala za 9,4% in je konec junija 2022 znašala 7.985,3 milijonov evrov. Navedeno znižanje je posledica padca tečaja delnic ter umike delnic Mercatorja z organiziranega trga. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v drugem kvartalu 2022 znašal 89,6 milijonov evrov, promet brez svežnjev pa 87,4 milijonov evrov, kar znaša kar za 42,7% manj celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi s predhodnim četrtletjem. Povprečni dnevni promet je znašal 1,5 milijona evrov, v prihodnjem kvartalu 2,6 milijona evra. Povprečno število poslov na dan je bilo 172, v predhodnem četrtletju pa 267. Vseeno pa je povprečje višje kot povprečje lanskega leta, ko je bilo sklenjenih 130 poslov na dan. Glede najprometnejše delnice tudi v drugem četrtletju ni bilo presenečenja. Na prvem mestu ostajajo trdno zasidrane delnice Krke iz prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 40% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 18,6% deležem zasedle delnice NLB, tretje pa za 11,5% deležem delnice Zavarovalnice Triglav. Zmagovalce in poražence smo tudi tokrat iskali samo med delnicami, s katerimi je bilo sklenjenih za več kot 100.000 evrov poslov. Največ vrednosti so pridobile delnice Equinox, in sicer 17,9%. Sledijo delnice Datalaba, Salusa in Telekoma Slovenije. Na drugi strani pa so največ vrednosti izgubile delnice Save Re, in sicer 13,5%. Sledijo delnice NLB, Petrola, Zavarovalnice Triglav in Uniorja. Poglejmo si sedaj še gibanje slovenskih indeksov napram ostalim v regiji. Indeks SB Top prikazuje oddebeljena svetlo-modra črta. Indeks SB Total Return pa temno-modra oddebeljena črta. V drugem kvartalu 2022 je indeks SB Top izgubil 7,3% vrednosti, indeks SB Top Total Return pa nekoliko manj na račun dividendne donosnosti, in sicer 5,2%. Malo bolje je četrtletje prestal hrvaški trg. Precej večje padce pa sta utrpela DAX in Dow Jones. V preteklem četrtletju so se znižali tečaji vsem delnicam prve kotacije razen Telekomu. Pri delnicah iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti je prišlo do naslednjih padcev. NLB minus 13,1%, pozavarovalnica Sava minus 13,5%, zavarovalnica Triglav minus 11,4%. Pri delnicah iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine vzdrževanja in popravil motornih vozil so bili premiki sledeči. Cinkarna Celje minus 1,4%, Krka minus 1,9% in Petrol minus 12,5%. Pri delnicah iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti in promet in skladiščenje je prišlo do naslednjih premikov. Intereuropa minus 4,5%, Luka Koper minus 1,2% in Telekom Slovenije plus 0,4%. Sedaj pa je čas, da se nam pridružita današnja gosta, ki bosta pokomentirala dogajanje na trgu. To sta Tomislav Apolonijo, vodja tima borznih posrednikov na Novi KBM in pa Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje s tveganji iz Primorskih skladov. Tomi, Peter, dobrodošla. Lepo pozdravljeni. Naj vaju najprej prosim za komentar videnih številk. Tomi, bi začeli kar vi.
Kakšen je vaš komentar na tele videne številke na Ljubljanski borzi v drugem četrtletju? Zdaj, zagotovo vpliv na vse skupaj je imela na eni strani cena nafte, inflacija, kriza v Ukrajini, vse to se je tudi na našem trgu odražalo. Vidi se, da smo del svetovnega trga, vendar so tu indeksi padli za tam 15 do 25%, naš manj, 9-10%. Zdaj razlog tiči v tem, da smo dosti nelikviden oziroma bi rekel slabše likviden trg, majhen trg, kot drugo pa, da naše delnice še zmeraj kotirajo z večjim diskontom kot delnice v tujini, če jih primerjamo bodisi z dividendno donosnostjo ali pa z dobičkom na delnico s tem kazalnikom. Peter, bi najbrž vi tudi kaj dopolnili. To, ko je že Tomi rekel, pri nas so bile reakcije v bistvu manjše in tale povezanost do globalnih finančnih trgov se mogoče malo manjša. Tale korelacija ostaja? Ja, jaz bom rekel tako, Ljubljanska borza se seveda ni mogla izogniti dogajanjem v tujini. V prvi polovici leta, pa tudi v drugem kvartalu, je dogajanje so krojile predvsem monetarne, makroekonomske in geopolitične informacije, bolj kot fokusiranje na poslovne rezultate podjetij. Korelacija med Ljubljansko borzo in tujimi je nekoliko nižja, je pa nižja že dlje časa. Saj, če pogledamo pred temi padci, je tudi Ljubljanska borza beležila precej nižje stopnje rasti že vrsto let. Tako da se ta korelacija s tujino že nekaj časa znižuje in dejansko zdaj to lahko vidimo tudi v tem, da so trenutni padci manj izraziti. Predvsem tudi, tako kot je bilo omenjeno, zaradi bistveno nižjih vrednotenj naših podjetij, nižje likvidnosti, manjšega zanimanja teh tujih vlagateljev, ki mogoče tudi niso tako odreagirali potem na naših delnicah. Ok, Peter, bi mogoče nadaljevali kar vi. V drugem četrtletju je bilo že kar nekaj skupščin, obetajo se tudi rekordne dividende, tako pri Cinkarni, Petrolu, Zavarovalnici Triglav, tudi pri Krki, ki ima pravkar skupščino in je predlagana dividenda kar za 10% višja od lanske. Ali podpirate čim večji del izplačevanja dobička delničarjem? Je to nek oblič na rane za delničarje, ki so pač utrpeli padec cen delnic? Jaz bi rekel tako, da dividenda ne more biti neka tolažilna nagrada za delničarje. Dividendna politika mora biti pač nek konsistenten del odnosa do vlagateljev. Prav je, vlagatelji so vložili svoj kapital v podjetje in prav je, da donos pripada njim. Seveda podjetje uprava mora voditi neko smiselno investicijsko politiko tudi, da se vlaga v raziskave in razvoj, zato da se tudi bodoči dobički iz tega ustvarjajo. Drugače pa ja, dividende pripadajo lastnikom podjetja. Tomi, vaš odnos do dividend? Ja, bi se strinjal s tem, da bi mogoče to dodal, da delničarji nekako pričakujejo predvidljivo dividendno politiko. To pomeni, da bodisi, da se podjetje odloči v neko konstantno rast dividend ali pa neko stabilno dividendo. V Ameriki zasledujejo celo to, da izplačujejo četrtletne dividende, tako da imajo delničarji nek konstanten denarni tok. Ampak ja, v obdobju padcev delnic, v obdobju recesije, običajno delničarji ostajajo lojalni podjetju ravno iz tega naslova, da dobivajo neke stabilne dividende in da vidijo, kako se podjetje pač uspešno prebija skozi recesijo. Tomi, dajva še midva nadaljevati. Tako Cinkarna kot Petrol sta se odločila za delitev delnice in sta je tudi napovedala in sprejela na skupščini, torej stock split, kar je v tujini zelo poznana zadeva. Cinkarna v razmerju 1:10 in Petrol v razmerju 1:20. Mislite, da bo to povečalo atraktivnost in likvidnost delnic teh dveh podjetij? Mislim, načeloma jaz podpiram to, tudi Amazon je letos to že naredil, ker je potem se krog investitorjev, teh drobnih investitorjev poveča. Zdaj na našem trgu, ki je manj likviden, mogoče bom rekel, je to malo manj izrazito, v tujini bolj, ampak kljub vsemu tudi pri nas se krepi to online trgovanje drobnih investitorjev in cenejša, oziroma bi rekel, absolutni vrednosti je delnica nižja, potem je bolj zanimiva tudi za take vlagatelje, ki ustvarjajo nek manjši portfeljček.
Super, hvala. Peter, kaj pa mislite o odkupu lastnih delnic? V tujini je tudi to eden od zelo popularnih načinov za povišanje vrednosti delnic. V Sloveniji to tradicionalno izvaja Krka, skupščine delničarjev pa so tudi v preteklosti že podelile mandat za odkupe v Telekomu, letos so odkupe potrdili in sprejeli v Cinkarni, Petrolu. Kakšno je vaše mnenje? Ja, odkupi delnic so lahko tudi dvorezen meč. V tujini mislim, da se je predvsem v ZDA mogoče v nekaterih primerih tudi stvar precej izrodila. Zelo obsežni nakupi delnic se dogajajo mogoče pravno v času najbolj evforičnih epizod na borzah, se pravi, da se kupujejo lastne delnice pravzaprav po zelo visokih cenah, potem, ko pride do neke krize, se cene padajo in takrat se odkupi tudi prenehajo, ali pa ustavijo. Ne vem, včasih se odkupi izvajajo tudi z obsežnim zadolževanjem teh podjetij. Ne vem, če je to lih v interesu delničarjev. Mislim, da smo seveda v primeru naših domačih borz precej bolj konzervativni, kar se tega tiče. Tako da, ja, mislim, da je sicer nakup lastnih delnic smiseln, če se izvede po neki ceni, bom rekel, ki je pod neko pošteno notranjo vrednostjo trenutno podjetja in da se izvaja na način, da se podjetje pač ne najema nekih dolgov in se finančno izpostavlja do tega. Tomi, vaše mnenje na to temo? Ja, jaz bi se strinjal, da je zelo pomembno upravljati svoj kapital, in da skupščina delničarjev podeli tudi neke gabarite, po kakšnih cenah naj se delnice odkupujejo. In absolutno viški denarja oziroma viški kapitala, ki nimajo nekih pametnih naložb, je smiselno jih potem vlagati v lastne delnice in pa umikati lastne delnice, tako da se relativni deleži obstoječih delničarjev povečujejo. Torej, da, ampak seveda premišljeno, če zaključim. Drži. Okay. Tomi, NLB je marca prevzela Sberbank, ki je bila v ruski lasti in jo 11. aprila preimenovala v N-banko. Ob objavi rezultatov so dodali, da je skupina visok dobiček po davkih zabeležala zaradi enkratnih učinkov prevzema N-banke. Kako je trg sprejel to novico, da je NLB prevzela Sberbanko? Zdaj moram biti malo previden, ker prihajam z konkurenčne banke. V splošnem bi rekel tako, trg gleda na delnico NLB-ja kot na eno, bi rekel, banko, ki skuša konsolidirati banke na Balkanu. Pod številko 1, pod številko 2, pričakovanja so bila v višji dividendi, kot je bila dejansko na skupščini izglasovana, in menedžment je tudi povedal, zakaj, da pač išče nove prevzemne tarče in v primeru, da jih ne bo, da bo potem izplačana še ena dividenda. In jaz osebno mislim, da v bistvu trg bolj to opazuje pa seveda v splošnem bančništvu tudi skozi napovedano recesijo, skozi slabšanje kreditnega portfelja bank na splošno, in zato so na splošno finančne ali pa bančne delnice zdaj malo bolj na udaru kot ostalo. Ja, dejansko smo videli, da so bile v tem sektorju, da so bili največji padci na slovenskem trgu. Peter, mogoče lahko vi kaj dodate, glede na to, da niste iz bančnega sektorja? Sem zelo podobnega mnenja, kot smo videli, gibanje delnice Nove Ljubljanske banke na borzi je bilo vseeno v kvartalu negativno, se pravi, očitno vlagatelji tega prevzema ali se pač niso tako ukvarjali, niso sprejeli kot nekaj posebej pozitivnega. Koliko sem bral recimo bilanco, mislim, da je pozitivnega učinka, tako imenovanega dobrega imena, goodwill se reče pri nakupu, je cirka 170 milijonov. Gre pa seveda za enkraten dogodek, pač vključenje v trenutno bilanco, ni pa to nekaj, kar se potem lahko ponavlja vsak kvartal. In očitno so ta makroekonomska gibanja iz tujine vseeno prevladala, ki so pač trenutno negativna. Da, ja, drži. Ko smo pri negativnih stvareh, v drugem četrtletju smo imeli tudi nesrečni dogodek, in sicer eksplozijo v tovarni v Melaminu. Peter, na skupščini so se odločili, da ne bodo razdelili bilančnega dobička. Je to običajna praksa? Mislim, gre za tako tragično epizodo oziroma dogodek, da ja, mislim, da delničarji morajo sodelovati pri usodi podjetja, se v končni fazi zdaj treba obnoviti proizvodnjo, tukaj morajo biti vsi resursi usmerjeni v to, da se
podjetje postavi nazaj na noge in postane poslovno opravilno. Ne. Tako da ja, mislim, da ja. Bomo nadaljevali z elektrarnami. Tomi, domače elektrarne prodajajo elektriko po višji ceni, čeprav se jim stroški niso dvignili. Za jeseni pa seveda poslušamo napovedi, da bodo energente podražili prav vsi. Na katera podjetja na Ljubljanski borzi pričakujete, da bodo ti dvigi cen energentov najbolj vplivali? Zdaj, v splošnem na tista, ki največ energije porabijo, ne? To je verjetno so kakšne jeklarne in podobna podjetja, ki pa ne kotirajo na Ljubljanski borzi. Drugače pa podjetja elektriko običajno zakupijo vnaprej, za kar nekaj časa vnaprej, so aktivne na trgu, menedžirajo tudi ta del. Na drugi strani je pa problem visoke, bi rekel, cene energentov ta, da se potem zmanjšujejo pa sredstva za razvoj in investicije. Bi pa mogoče v Sloveniji še to povedal, no, v Sloveniji smo zelo aktivni na tem področju, kako shranjevati elektriko in jo pa spuščati nazaj v sistem. In mislim, da tle je to, kar se dogaja v Žirovnici, velik plus in mislim, da se bo moralo še kje, ker v prihodnosti je ravno to menedžiranje z elektriko, obnovljivi viri, pa mislim, da kasneje prijemo tudi na vprašanje jedrske energije. Zelo dobra poanta. Ja, bomo kar se povezali z naslednjo temo. In sicer, Peter, prejšnji teden je bil objavljen podatek, da ima Francija eno najnižjih inflacij v Evropi, ker ima veliko jedrskih elektrarn in tako ni odvisna od ruskega plina. Nemci pa po drugi strani so med najbolj prizadetimi državami in ponovno odpirajo termoelektrarne. Med Francozi in Nemci imamo tako veliko nesoglasje o tem, kaj je zelena energija. To je naša zelo popularna fraza zadnje mesece oziroma leto. Francozi bi radi definirali nuklearke kot zelene naložbe. Torej, Peter, kakšen je vaš pogled na to aktualno tematiko? Bom malo polemičen, če rečem, da na področju trajnostnosti očitno nastaja vsak dan večja zmeda, ne. Nemci so se po tistem nesrečnem dogodku v Fukušimi precej čustveno odzvali in zelo na hitro zaprli oziroma v postopke zapiranja spravili precejšen del svoje nuklearne industrije in zdaj ugotavljajo, da zelo težko nadomestijo te vire elektrike z trajnostnimi viri, ki so precej manj stabilni. Se pravi, v kakšno situacijo so se zdaj spravili. V vmesnem času je bilo kupljenih precej električnih avtomobilov, verjetno tudi v Nemčiji, ne. Zdaj, če se vprašamo, na kakšno energijo ti avtomobili zdaj vozijo, očitno na premog, če to malo sarkastično povem, ne. A je to zdaj to, kar je ta trajnost ali ni? Je precej zmedeno nastaja. Ja, drži. To mi je vaš pogled na tele naše zelene energije in situacijo. Ja, mislim, da so izglasovali, ja, da je zdaj tako plin kot jedrska energija, da je zelena, ne vem, dan ali dva nazaj v Evropskem parlamentu. Dejstvo je, da obnovljivi viri energije so viri, ki so lahko zelo močni, ne, v določenem delu, ne, ko smo vsi osončeni, nam je vroče, ko so pa nevihte in podobno, je pa treba to energijo pravočasno shraniti in jo pa spuščati v prostor. Mislim, da na tem delu se veliko dela. Kar se tiče pa jedrskih elektrarn, je pa ravno ta poanta, ne, glede na to, da obnovljivi viri energije niso stalni, ne, se spreminjajo, je alternativa temu potem ravno jedrska energija, no, in o tem verjetno tudi prej ali slej bo morala Nemčija začeti razmišljati. Pričakujete torej ponovno odprtje te teme tudi pri njih? Zagotovo, oni 3 elektrarne razmišljajo, da jih bi zopet zagnali, niso preveč navdušeni, ker so zelo stare, a bojo šli graditi nove. Pa seveda vprašanje je fuzijskih elektrarn, ne, v Evropi jih razvijamo že 20 let, niso pa še za komercialno rabo primerne, ne, verjetno bo minilo še morda kakšno desetletje na to temo. Jaz bi mogoče, če lahko še nekaj dodam,
predvsem ravno področje energetike in te infrastrukture je izjemno, to so zelo dolgoročne naložbe in so izjemno občutljive na kakršnekoli take ad hoc posege regulatorjev ali pa politike, ne. Zato je izjemno pomembno, da se do teh stvari obnašamo bistveno bolj resno, ker ko se enkrat jedrska energija ali pa elektrarna ustavi, je postopek za ponovno odpiranje ali pa investicijo v novo izjemno dolg, da ne govorim, da so odplačilne dobe takih objektov izjemno dolge in nihče ne bo šel v take stvari investirati, če nima nekih zagotovil, kako se bo do tega obnašala politika, javnost, regulatorji in podobno. Torej, potrebna je dolgoročna strategija, Ja. najbolj tudi kar na ravni Evropske unije. Tomi, v vsaki krizi se najde tudi priložnost za zaslužek in v zadnjem času se krepijo tečaji na kitajskih borzah. Ali mislite, da se tu skrivajo mogoče priložnosti za hitri zaslužek? Ne govorimo o novih vrhovih, ampak mogoče vseeno lahko te delnice pridobijo naprimer hitro 20%. Alibaba, Tencent, Baidu se naprimer nahaja na nivojih 50% nižje od svojih vrhov v letu 2021. Jaz poslušam kar nekaj analitikov, da je Kitajska zelo poceni, ampak poceni je z razlogom, ne. Pač tam je ta nepremičninski balonček počel, rešujejo ta svoja projektna nepremičninska podjetja. Danes je bila objavljena novica na Bloombergu, da bojo lokalne skupnosti se lahko dodatno zadolžile za 220 milijard dolarjev za infrastrukturne projekte. Torej, tisto, kar običajno počnejo Kitajci, ne, da z bi rekel, državnimi in lokalnimi investicijami rešujejo zadeve, ampak stvari niso tako preproste. In iz tega naslova so tudi kitajske delnice toliko nižje. Dobro, je tudi geopolitičen problem tle, odnosi Kitajska, ZDA, Tajvan, potem grožnje glede kitajskih delnic na ameriških trgih. Videli smo, kaj se je zgodilo z ruskimi delnicami v Londonu, ne. Vsa ta skupek, ki je povzročil to, kar je, tako da zelo previdno, no, s kitajskimi. Res je, da so ovrednotene, podcenjene, ampak vse ostale dejavnike je treba upoštevati, ko razpršimo premoženje tudi mogoče v ta delček. Peter, pa vaš pogled na Kitajce? Zelo podobno, kot je že kolega omenil. Ne bom ponavljal, pač trenutni nepremičninska situacija je precej prekarna, odnosi s Tajvanom, to verjetno vsi vlagatelji vejo, da so napeti, problematični. Videli smo, kaj se je zgodilo v odnosih med Rusijo in Ukrajino. Ne bi želel niti napovedovati, kaj se lahko tam skuha. Potem mogoče bi izpostavil dve stvari. Eno, mislim, da je že bilo povedano, se pravi, ameriška administracija je v zadnjih letih precej ostro začela nastopati do kitajskih podjetij, ki kotirajo na ameriških borzah. In trenutno je za leto 2024 predviden delisting kitajskih ADR-jev na ameriških borzah, če ne bodo začela spoštovati določenih revizijskih standardov glede revizijskih poročil. To je prva zadeva, ki je lahko. Sicer večina teh podjetij ima tako imenovano dvojno kotacijo, kotirajo tudi v Hongkongu, tako da je vprašanje, do katere mere je to lahko problem, ampak vsekakor bi potem pride do manjšega zanimanja verjetno ameriških vlagateljev. Druga stvar je pa, da je Kitajska tudi specifična jurisdikcija glede te korporativne strukture. Večina teh podjetij, ki kotira v obliki ADR-jev na ameriških borzah, gre v bistvu za vzporedna podjetja, ki so inkorporirana na Kajmanskih otokih. Se pravi, ne gre za matična podjetja, ki so na Kitajskem, ampak za podjetja, ki imajo isto ime, inkorporirana so na Kajmanskih otokih in imajo pogodbene relacije glede priznavanja prihodkov, dobičkov, dividend za to matično podjetje, ki je na Kitajskem. Se pravi, pravno gledano je stvar nekoliko kočljiva lahko. Do zdaj so tako kitajski regulatorji kot ameriški vlagatelji to stvar nekako tiho sprejemali. Seveda, tako kot je bilo prej omenjeno, če pride do izbruha težav na katerem od ostalih področij, na primer Tajvan, lahko tudi te stvari vzporedno nenadoma postanejo problem, kljub temu, da do zdaj niso bile. Zelo dobra poanta. Torej, previdnost ni odveč v vsakemu primeru. Ja, upravljanje izpostavljenosti, bi rekel. Ne pravim, da se ne sme, da nič od tega, da vse nedotakljivo, ampak se zavedati potencialne možnosti izgube in biti tako izpostavljenost, da se to sprejema.
Pa gremo še malo naprej po svetu. Peter, na vrhu G7 so voditelji sprejeli tudi prepoved uvoza ruskega zlata. Kako je oziroma še bo to vplivalo na ceno zlata? To je tako specifičen trg, jaz ga najbolj ne obvladam. Kar bi rekel je to, da pričakujem, da se bo verjetno rusko zlato vseeno pojavilo nekako na tem trgu, mogoče preko nekih tretjih držav, tretjih posrednikov ali kaj podobnega. Izgibanje cen zlata v zadnjih tednih, to nekoliko drsi, pada vrednost. Bi rekel, da očitno vlagatelji te novice niso sprejeli kot neke pomembne omejitve zalog zlata. Tako bi rekel. Tomi, kako vi gledate kot zlato, kot varno zatočišče, tradicionalno znano? Ok, varno zatočišče, ja, 5 do 10% premoženja, bom rekel, da bi pa v splošnem to bilo, debata je ravno naslednja, visoka inflacija, kupujemo zlato, ampak ok, na drugi strani se nam povišujejo obrestne mere in ugotavljam, da vlagatelji zdaj leta in leta pač obveznice niso kupovali, so se jih izogibali, ker ni bilo donosov. Naenkrat se pa zdaj pojavljajo donosi na podjetniških sploh zelo ugodni in so pripravljeni namesto v zlato raje vložiti v kaj drugega. Tako nasplošno se pa vidi, da je tisto varno pribežališče trenutno dolar, ker dolar je zdaj, bom rekel, že skoraj na pariteti z evrom. Ja. Zanimiv pogled. Dajmo zdaj priti do nekega zaključka oziroma pogleda v prihodnost. Gospodarska rast v Evropi se ob visoki inflaciji hitro ohlaja in vse bolj kaže, da se bo recesiji v prihajajočih četrtletjih težko izogniti. Časopisi so polni grozečih naslovov. Vidva imate za sabo že kar nekaj kriz. Kakšen je vajen pogled torej v prihodnost? Kaj lahko pričakujemo poleti in jeseni? Tomi, bi vi začeli? Jaz sem veliko razmišljal o tem vprašanju, lahko bi pol ure govorili, ne? Pol ure bo malo dolgo, lahko pa. Ja, ne, v par stavkih. No, dejstvo je, da v Ameriki so že, bom rekel, en kvartal že v minusu, če bo še naslednji, bo to tehnična recesija. V Evropi to malo drugače merimo, kakor kažejo stvari zdaj, napovedi, naj bi bil, ne vem, najslabše četrti kvartal letos, pa prvi naslednje leto. Zdaj razlogi, zakaj smo tako pesimistični, ok, na eni strani pač dejansko plin, nafta so se podražili. Ta grožnja, da Rusi povsem ustavijo dobavo plina Zahodni Evropi, sploh Nemčiji, pač je zdaj problem, ki se rešuje. Je pa na drugi strani zanimivo, da je nafta začela padati, ko smo bolj resno začeli govoriti o recesiji, da je baker zgrmel iz tistih 10.500 na 7.500 in da posledično nekako vlagatelji zadnjih 14 dni so majčkeno bolj optimistični glede tega, koliko se bojo še dvigovali obrestne mere v Ameriki oziroma za koliko in pa tudi v Evropi. Tako da jaz bi rekel, da Američani verjetno bojo dočakali konec leta obrestno mero 2,5 do 3, Evropejci morda tam okrog 1. Ampak all in, da ne bom predolg, bi rekel, mogoče ta recesija, mislim, ne bo tako primerljiva s tisto 2,7-2,9, da bo ena od takih bolj normalnih v narekovajih. Ok, torej bi rekla previdno optimističen pogled. Peter, še vaš pogled na prihodnost? Jaz bi rekel tako, da smo bili v zadnjih letih, so trge zaznamovala precej visoka vrednotenja, še posebej ameriške trge. Leto 2021 je bilo sploh izjemno euforično, kar se tiče dejavnosti vlagateljev, predvsem tehnološki sektor, kriptovalute. Tam je bila euforija res precej prisotna in to je centralna banka z zvišanjem obrestnih mer, z zaključevanjem quantitative easinga počasi je začela to ohlajati. Zdaj, vrednotenja se temu zdaj primerno prilagajajo, premija za tveganje na trgih narašča. Jaz smatram, da okolikor bo centralne banke nadaljevale s tole bolj restriktivno monetarno politiko in ki bo postala pač bolj konsistentna s trenutno stopnjo inflacije, da se bo tudi ta prilagoditev še nadaljevala. Seveda to ni nek linearen proces, kjer pač vsak dan samo pademo in pademo.
medvedji trgi so v končni fazi sestavljeni iz precej močnih popravkov, tako da to se lahko zgodi iz danes na jutri. Načeloma pa mislim, da so vrednotenja v tem trenutku še zmeraj nekoliko nadpovprečno visoke. Ok, hvala lepa, da sta tole delila z nami, da sta bila naša gostja. S temi odgovori smo prišli do konca našega webinarja.